Kakšno veliko? Halo, halo. Smo tukaj. Pozdravljeni. Če slišite, dajte nam vedeti. Nič se ne sliši, slišimo. Super. Bomo počakali, da se malo zberemo. Slišimo, od kod pa kaj prihajate? Da se povežemo. Medvode, Natalija, dobrodošla, Urška, Nova Gorica, Tara s Koroške, Dušan, Radenci, od povsod. Pozdravljeni, pozdravljeni. Savinjska, lepo, Ljubljana, Postojna, Medvode, super, Krško. Super, evo. Malo bomo še počakali, da se zmeremo. Moje ime je Petra, sem Asjina asistentka in bom jo tudi čisto na kratko predstavila. Za tiste, ki je še ne poznate in za tiste, ki jo že. Dober večer, Bojana, Tina, Suzana. Super. Tako da. Ilirska Bistrica, Bojana, Vlasta, pozdravljeni. Tako, pa bomo kar začeli. Lidija, dober večer. Evo, na kratko vam bom predstavila Asjo, ki bo danes z vami dobro urco. Asja je vodilna terapevtka za trajno odpravo anksioznosti, paničnih napadov, tesnobe, izgorelosti. Diplomirala je iz biokemije in naredila tudi magisterij iz temeljnih medicinskih znanosti. V tujini se je izobraževala pri vodilnih strokovnjakih iz področja osebne in duhovne rasti ter energijskega in čustvenega zdravljenja. Njene izkušnje tako v medicinskem in farmacevtskem svetu v kombinaciji s poznavanjem globokega energijskega, čustvenega in duhovnega zdravljenja naredijo Asjin pristop k duševnemu in čustvenemu zdravju zelo revolucionaren. Zelo znana je po edinstveni, unikatni in preverjeni strategiji zdravljenja z zelo visoko mero sočutja, ljubezni, empatije in razumevanja do sočloveka. Ravno zaradi teh njenih izkušenj jo vabijo pogosto v kakšne televizijske hiše in pa tudi v kakšne časopisne hiše, ker z veseljem podeli
seveda svoje izkušnje in svoja znanja. K nam prihajajo pogosto tudi ljudje, nad katerimi so že marsikdo obupal, tako iz uradne medicine, psihiatrije in psihologije, ker jih je Astral z veseljem vzela pod okrilje in jim tudi uspešno pomagala. Kaj pa meni pomeni Asja osebno? Asja je zame ena najbolj srčnih ljudi, empatičnih in ljubečih, kaj jih poznam. In mislim, da je tudi iz vaše strani lahko to enako. Tako da predala bom Asi besedo, tako da izvoljo. Dober večer, hvala lepa, super. Tako da evo, zdaj smo pa naši, zdaj smo pa skupaj in bomo šli čez ta webinar, tako da toplo dobrodošli, da smo danes skupaj. Vabim vas, da izklopite telefone, da si res zagotovite mir, skupaj bomo kako urco, morda največ ura in pol, naj bo to res čas za vas. Zato, da se res posvetimo temi, ki je vedno bolj pereča, anksioznosti. Rada bi vam povedala stvari, ki jih nikoli še nisem javno delila, in rada bi vam razkrila tudi, kako v bistvu lahko to znanje vam spremeni življenje. Tako da evo, bomo počasi začeli. Tisti, ki boste vztrajali do konca z mano, dobite posebno darilo, in darilo pa bo ena moja posebna terapija, zelo učinkovita, ki pomaga, da fizične simptome anksioznosti odpravite. Torej, vsekakor čudne občutke, nemir, tesnobo, smoko v grlu. Dobili boste točno en video posnetek, 1 uro dolgo terapijo, ki ljudje, ki jo že nekaj časa spremljajo, ta moj program Notranji mir, zelo radi uporabljajo. Tako da evo, to bo danes za darilo za vse vam, ki boste ostali do konca. Dali bomo pa link, ne bomo po mailu pošiljali, ampak link na tiste, ki boste z mano do konca. Tako da evo, danes se bomo pogledali, tako kot smo vam napovedali, kako v bistvu pomiriti preteklost, iz katere izvirajo strahovi, ki poganjajo to našo anksioznost. Kako v bistvu doseči eno tako globoko sprostitev na vseh teh nivojih, in na nivoju telesa, in na nivoju čustev, na nivoju misli in tudi energijsko, da se osvobodimo nekih težkih napetosti. Pogledali bomo, kako spremeniti vzorce, ki so tudi pomembni pri nastanku anksioznosti, in naučili se bomo, kako lahko s tem znanjem ga prenesemo še eno stopničko višje in kako lahko kreiramo prihodnost tako, kot si želimo, in predvsem, da zaživimo z notranjim mirom v sebi. Vmes vam bom tudi pokazala en video, kjer bojo pričevanja ljudi, ki so šli čez moj program, čez moje roke, ki so na nek način smo v sodelovanju šli čez njihovo anksioznost, jo premagali in jih pripeljali do notranjega miru. Tako da boste tudi iz prve roke slišali izkušnje ljudi, čeprav smo Slovenci malo bolj rezervirani, ampak vseeno nekaj takih ljudi je bilo pa pogumnih, da so stopili pred kamero in iskreno povedali to svojo potovanje od anksioznosti do notranjega miru. Tako da, ja, zdaj pa bi začela morda, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, napišite mi, jaz sem tukaj, rada tudi vmes odgovorim, rada bi, da sodelujete, rada bi, da res naredimo ta večer, je namenjen vam, ne meni, vam, zato bi rada res, ko imate kako vprašanje, napišite, jaz bom poskušala slediti, prebrati in tudi odgovoriti. Liljana, dobrodošla. Ja, tako da res bi rada, da se vas to dotakne in res bi rada, da nekaj odnesete danes od tega webinarja, ki sem se ga že kar veselila in že 2 dni sem prijetno vznemirjena od tega, da se danes srečam z vami. In sicer začela bi pa s tem, kako sem se jaz srečala z besedo anksioznost. Točno 17 let je od tega, sem ravno prej razmišljala, točno 17 let je od tega, kar sem pristala v farmaciji. Jaz sem res končala študij biokemije, potem sem naredila ta znanstveni magisterij, ampak nekako bila sem tik pred tem, lahko bi še leto, 2, pa bi imela doktorat znanstven, ampak nisem se videla v vlogi znanstvenice. Nekako me je klicalo življenje, klicalo me, mi smo delali s celicami in mene pa klicalo življenje. Jaz sem vedela, da ne hočem nekaj več, nisem vedela, kaj to je, vedela sem samo, da želim delati z ljudmi. In sem čutila pač, da moram, in sem iskala. In dolgo let sem iskala v bistvu, kje je tisto moja pot, kje je tisto moje poslanstvo.
In potem vmes sem tudi za nekaj let pristala v farmaciji, za kar sem zelo hvaležna, ker sem dobila dragocene izkušnje, ki mi danes pomagajo, da lahko tudi delam z vami. In spomnim se, ko takrat sem bila sprejeta v službo, imela sem 38 let in zraven mene je bila še ena kolegica simpatična, ona je bila pa po diplomi, se pravi 25 let in sva bile sprejete. In so rekli tako, zdaj boste šli na uvajanje in ena od vaju bo po uvajanju dobila področje, ki ga bo pokrivala kardiološka zdravila, ta druga pa psihiatrična. In takrat sem se jaz malo ustrašila in sem rekla, wow, psihiatrična zdravila, ne bi jaz tega, bala sem se tega, to mi je bilo tuje, tako kot mogoče marsikomu od vas, ko se sreča z anksioznostjo. Ampak je takrat vodja rekla, veste, ne boste vi odločali, mi bomo odločili. In ko zdaj gledam nazaj, v bistvu, kako je mene življenje peljalo, po tistem uvajanju je ta gospa, ki je bila vodja takrat moja, rekla, je naj razporedila. In mene, ker sem bila starejša, je rekla, ker si starejša, ker imaš več izkušenj, malo več zrelosti, greš na področje psihiatričnih zdravil. In tako sem nekako bila uvedena v to področje in sem spremljala, kaj farmacija lahko naredi, kaj uradna medicina lahko naredi. In takrat sem prvič v bistvu se srečala z besedo anksioznost. In sem vprašala eno produktno vodjo, kaj to je v bistvu, daj razloži mi, kaj je prevod beseda anksioznost. In ona meni čisto po domače pove, in to bi tudi z vami rada danes podelila, reče, veš kaj, to je, ne moremo čisto direktno prevesti. To je mešanica in nervoze, in nemira, in živčnosti, in notri spada še slabo spanje, in notri spada lahko tudi, da ti srček malo razbija, notri lahko spada tudi, da imaš čudne občutke, notri spada tudi, da se ne moreš spomniti stvari, da imaš slabo koncentracijo, da imaš spremenjen apetit, da imaš zmanjšano željo po spolnosti, umik, socialni umik, da se umikaš ljudem, vse to je tu noter pod tem košem, ki se mu reče anksioznost. Aha, potem sem že malo več razumela. In potem sem razumela, da to ni nekaj, da to lahko marsikoga od nas doleti. In sem že včasih začela prepoznavati, vse to se pa tudi jaz včasih tako počutim, nemirna, nesigurna vase, zaskrbljena, pretirano. In potem tekom teh let sem se veliko o tem naučila, bila sem tudi na mnogih kongresih in sem spremljala. Ampak nekaj sem razumela, razumem zdaj, kaj je anksioznost, videla sem tudi, kaj zdravila lahko naredijo, da zdravniki predpišejo, ljudje nekaj mesecev jemljajo, potem, če jim je boljše, nehajo, ampak da se mnogim ponovi. In potem je spet ta produktna vodja meni razložila, jaz se vprašam, kako je zdaj to. In ona meni po domače razloži, glej, veliko ljudem se ponovi še enkrat taka epizoda, ali pa še tretjič. In ko se jim večkrat ponovi, potem ni več druge izbire, kot da so na zdravilih do konca življenja. In ko sem jaz to razmišljala, sem rekla, ok, nekaj razumem, ampak vseeno se mi je zdelo, da je to premalo. In hkrati se mi je pa začelo odpirati področje energijske psihologije, tehnike EFT in tudi ostalih pristopov, kjer sem pa začela razumevati, kjer me je pa zanimalo predvsem, ne samo kaj anksioznost je, to sem zdaj razumela, začelo me je zanimati prvič, kako nastane, zakaj nastane, in drugič predvsem, kako se rešiti tega, kako pomagati nekomu. Ker se mi je zdelo, če bi sama tukaj pristala, da mi ta pristop prvi ne bi bil dovolj. In sem vedno bolj raziskovala in potegnila me noter in sem v bistvu razumela, preko tega sem pa razumela, anksioznost je v bistvu, gre za to, da se je preveč stresa nabralo v telesu. In anksioznost je nekaj, kar, čeprav je toliko nekih fizičnih simptomov, ne moramo nekako fizično oprijeti. Da je treba vključiti energijski sistem telesa, ki pa naš zahodni svet tega v bistvu sploh na nek način ne upošteva. In da se stres kopiči na energijskem nivoju in da na energijskem nivoju se v naši občutki vtisnejo v nas in potem sem začela razumevati, da se na energijskem nivoju tudi te občutke treba ven iz telesa dati. In takrat me je začelo zanimati, ok, če je lahko šla nervoza vame, kako lahko gre nervoza ven iz mene? Če je šel nemir vame, kako lahko gre nemir ven iz mene? Če je lahko nespečnost prišla, kako lahko gre to ven, kako lahko odstranim? Zelo me je zanimal ta proces, vedno bolj me je vleklo v te vode. In danes bi lahko rekla, kaj v bistvu je ta energijska, kaj v bistvu je anksioznost.
Anksioznost je posledica nekih stresnih situacij, ki jih v življenju vsi doživljamo, od malega naprej. In nam pusti nek odtis. Naše telo si to zapomni. V nas se vtisnejo spomini, hkrati se vtisnejo v nas tudi občutki, ki jih čutimo fizično, nikakor jih pa ne moremo locirati, ali pa z nekim aparatom izmeriti. In naučila sem se, da s tem energijskim pristopom, da lahko tudi te občutke čistimo ven iz telesa. Tako da to je nekako moja izkušnja, ki sem vam želela povedati. Zdaj bi vam pa rada še plastično pokazala, kaj v bistvu pomeni, da boste čim lažje razumeli, ker morate razumeti ta osnovni koncept, zato da se bomo lahko začeli pogovarjati, kako to anksioznost iz sebe dati ven. Poglejte, jaz imam tu zdaj celo kuhinjo in sicer imam, če je to vaše telo, kozarec, recimo, da se vi rodite, pa ste kot prazen kozarec, tako da še ni stresa, čeprav marsikar se tudi že deduje, ampak dajmo poenostaviti stvari. In potem, tako da zdaj bom jaz z drugim kozarcem nalivala vodo in poglejte, vsak pljusk vode pomeni, da se energijsko vaše telo napolni z neko količino neprijetnih občutkov, ki grejo nekam v telo, nekam v podzavest in se ta kozarec vedno bolj polni. In to je tisto, kar morate razumeti. Ker včasih meni človek reče, ja, pa saj imam jaz zdaj urejeno življenje, moje otroštvo je bilo težko, ali pa moje najstništvo je bilo težko, ali pa prejšnji službi je bilo težko, zdaj sem pa v redu. Zakaj me je zdaj ulovila anksioznost? In tukaj bo zdaj odgovor, zakaj. Poglejte, imamo recimo, in se nam zgodi, smo mladi, otroci in naprimer nas vrstniki zafrkavajo. In mi se začnemo, bom takoj prebrala, samo da vam to razložim. In mi se začnemo slabo počutiti sami sebi. Začnemo čutiti, da nismo sigurni vase. In kaj se potem zgodi? Potem recimo čez kako leto, dve, nam umre kakšna babica, ki smo bili zelo radi, na katero smo bili zelo navezani. In v kozarcu je že malo več vode. Še vedno nam je veliko prostora ostalo, mi še vedno normalno funkcioniramo, normalno spimo, normalno jemo. Ampak nekje v nas pa se je že začelo nabirati in tu in tam te občutke že čutimo. Potem pa smo najstniki recimo in pol se zgodi prva zaljubljenost in mogoče celo prva zavrnitev. In spet je malo več vode v kozarcu. Bog ne daj, da pride do kakšne spolne zlorabe, potem se tukaj zelo veliko vode gor naliže. Zelo. In imamo že dosti manj prostora za funkcioniranje. Dosti manj zaupamo sebi, dosti manj zaupamo življenju, manj si upamo. In naše življenje se začne krčiti, ker nam je čisto, ker je toliko že te stresne situacije, so toliko vplivali na nas, da nam je že čisto malo ostalo. In potem, na primer, pride do neke bolezni v družini, ko se ustrašimo spet za nekoga, ki ga imamo zelo radi, in spet se voda natoči. In tako pridemo svoje 30 leta. Mnogi že pri 20 letih imajo ta kozarec poln. Pa recimo, da gremo še malo naprej. In potem pridemo v službo in se zgodijo tam kakšne neugodne situacije, ali pa začnemo svoj posel in dobimo se kakšne finančne neugodne zgodbe zgodijo in spet se občutki kopičijo v telesu. In zdaj smo nekako ukalupljeni v neko življenje, ki ga živimo in smo veliko časa preživimo v stresu, veliko časa preživimo v strahu, v nesigurnosti. Sicer na zunaj živimo lepo življenje, lahko imamo krasen avto, lahko imamo krasno družino, lahko imamo tudi krasno službo, ampak znotraj nas pa ni več tako zelo krasno. In kaj se potem zgodi? Jaz imam še en kozarček. Potem pa recimo pride leto 2020 za korono. Ali 21. In korona spet prinese nekaj, prinese strah pred smrtjo, strah pred boleznijo, strah pred izgubo dela in konkretno zelo velike stvari se spet zgodijo. In spet vedno več, in tu se pa že pojavi tesnoba, tu se že pojavi nespečnost, tu se že pojavi, da ne moremo normalno funkcionirati. In potem recimo se pojavi, ne vem, še energijska kriza, recimo, in v nas se še malo bolj napolni. In nas je strah. In bolj ima naš otrok že stiske, ker otroci to čutijo in rastejo ob nas in spet se kakšna situacija zgodi, poglejte. In kaj se dogaja? Tale kozarec je toliko poln, da gre
kaplja čez rob, ne kaplja, vlivati se začne čez rob. In to je v bistvu anksioznost se stopnjuje in to je tista skrajna stopnja anksioznosti, ko že čutimo izgorelost, ko pač težko funkcioniramo. In zdaj, tu še ni konec zgodbe. Kaj pa, če bi mi se naučili to vodo odlivati iz sebe? Kaj, če bi predelali korono, pa pustili za sabo težke zgodbe? Ne moramo zbrisati tega, kar se je zgodilo, lahko pa občutke iz telesa damo ven. In to vam bom danes razložila. In je že malo boljše se počutimo, že malo zadihamo. Kaj, če predelamo smrt nekoga, ki smo ga imeli res radi? Poglejte, pa že spet se je začelo nam je že malo boljše. In kaj, če na energijskem nivoju očistimo občutke iz telesa še slabe izkušnje na delovnem mestu? Pa je kozarec že spet malo bolj prazen. In že se začnemo malo smejati, že imamo malo več energije za otroke, že se lažje posvetimo sebi. In kaj, če še najdemo kakšne situacije in spet predelamo, poglejte, in damo ven in se kozarec prazni. In ker smo ugotovili, da to deluje, ker smo ugotovili, da to pomaga, nočemo, da se konča to pot proti dobremu počutju. Nočemo, da se konča. In zato zavihamo rokave in gremo še malo spraznimo stvari iz sebe. In vedno bolj postajamo vedri, vedno bolj postajamo osvobojeni, vedno bolj začnemo zaupati vase, vedno bolj začnemo zaupati življenju. In v bistvu to je tisto, kar bi vam danes rada predstavila, da anksioznost ni nekaj, kar se pojavi in kar ste do konca življenja obsojeni, da se borite s tem. Ampak da lahko katerekoli občutke, če so prišli v vas, jih lahko daste tudi ven. In to je moje sporočilo danes in to hočem, da je upanje za vas, da je možno na energijskem nivoju in na čustvenem nivoju in na telesnem nivoju, ker je vse zelo, zelo prepleteno, očistiti te občutke iz telesa, spremeniti svoje počutje in spet zadihati in spet biti radosten in spet se začeti dobro počutiti. In to je v bistvu tisto, kar bi vam danes rada predstavila. Tako, evo, zdaj pa dam prostor vam za komentar, karkoli želite vprašati, povedati, da jaz malo tole vodo odlijem in bomo šli naprej, da vidim, kaj ste mi napisali. Aha, tu gospa piše, da bi rada delali z ljudmi, ja. In čuti v sebi, da trpi, da služba ni to, kar si želi. Ok, že hotla, nima podpore. Bom na koncu povedala, gospa, to je Tjaša verjetno. Okay. Tjaša treba najprej znotraj začeti močno verjeti vase in potem začeti delati majhne korake. In tako sem jaz začela delati in se sanje začnejo uresničevati. Lahko boste potem, vam bom dala opcijo, da se kontaktirava in bom pokazala, kako lahko v bistvu pridete do svojih sanj. Urška, pri meni je tak poln kozarec pripeljal do trdovratnega OKM-ja in je spet borba, se ne predam, ja, tako OKM je res trdovratna, ena izmed tudi opcij nastanka tega, ja. Robi, šla sem skozi, to gospa piše, šla sem skozi te etape, vse s pomočjo tapkanja, Vlaste Asije, moj kozarec je daj občasno malo napolnjen, ljuba, krasna Vlasta, ki me neskončno pomagala in mi še. Super. Natalija, vse se zavedamo, da se vse da samo kako in to danes komaj čakam, da slišim, dobro. Anita, ali je sploh možno po 5 letih trpljenja zaživeti nekoč normalno? Absolutno je možno in tudi, če se je to zgodilo 5 let nazaj, 10 let ali 50 let nazaj ali 30 ali 20, vse je v naši podzavesti in podzavest dojema, kot da je to vse od danes in tukaj je možno podzavest spremeniti in očistiti sebe. Možno je vodo odlivati iz kozarca, vse bom razložila. Tako da je možno, leta tu ne igrajo nobene vloge. Ni važno, koliko let že trpite, zdaj je prišel čas in danes vam bom ponudila opcijo, da zagrabite, da zavihate rokave, da sodelujete z mano in z mojo ekipo in da vas rešimo iz tega trpljenja in da splezate ven iz anksioznosti. Ne gre čez noč, ne gre, treba je znati, treba je imeti veščino, znanje, vodenje, potrebujete vodenje, zato da bo šlo to hitro, ampak se da. Ok, berem naprej.
Ok, lepa razlaga, Dušan, me veseli, super, se strinjam, popolno rešila, še nisem, Suzana, ok. Dala skozi, hvala, res je čas, dobra razlaga, pomaga, ja. Ali je metoda primerna za otroke? Absolutno ja, danes otroci neverjetno, kaj smo mi z otroci naredili, neverjetno, ne, neverjetno. Vzgajamo narod nervoznih ljudi in je treba to spremeniti. Ampak mislim, da moramo starši začeti in mi potem na otroke lahko prenašamo to. In da bomo počasi začeli ustvarjati bolj prijazen svet za živeti. Da ne rabimo živeti ves čas v strahu in trpljenju in v paniki in nervozi in en drugega grist, ampak da se lahko imamo dobro in en drugega podpiramo. In zato smo danes tukaj. In super, sem vesela, da ste se pridružili. Res iskrena, hvala, da ste si vzeli čas, hvala, da me poslušate in hvala, da ste tukaj. Kako se pa drugače uspemo rešiti trav? Več stvari sem probala, pa me zanima. Ja, to bom razložila. Patricija nam še nekaj piše. Jaz s pomočjo Asje po 20 letih, po 2 mesecih dela z njo živim, sem srečna in sem nova oseba. Nisem rabila niti 3 mesece. Še rabim delati na sebi, samo jaz živim, kot bi izgubila 10 in sama sebi sem všeč. O, Patricija, krasno, krasno. Torej, zdaj kako v bistvu to doseči? Potrebno je na energijskem nivoju očistiti stres iz telesa. To ste zdaj razumeli. Torej, vi lahko greste na zdravila, jaz nisem zdravnica, ne predpisujem zdravil in tudi se nočem mešavati zdravljenje zdravnikov. Tisti, ki jemljete zdravila, jemljite in se to vse z zdravnikom dogovarjate. Tukaj se nočem mešavati. Zdravila so lahko tudi pomoč, tudi so neka bergla, vendar pa zdravila ne bodo rešila vašega problema. Lahko pa zelo pomagajo, ali pa ne, odvisno, kakor kdo. Torej, to je področje, ki ga popolnoma prepustim zdravnikom in se ne želim mešavati. Moja naloga pa je, da vam pomagam, da se vi začnete počutiti dobro. Ko boste se počutili dobro, se boste, kar se tiče zdravil, pogovarjali z zdravnikom. Kako pa vas in se z njim pogovarjali, ali kaj boste zdravili delali? Kako pa v bistvu doseči, da se boste vi počutili dobro? Dosežemo pa na tak način, da si preprosto pogledamo sebi direktno v oči in si napišemo popolnoma vse situacije, ki so bile težke za vas. Torej, tako kot sem vam kazala, vsaka težka situacija, ki ste vi doživeli, je se nalagal stres v telesu. In ko je bilo tega malo, vi to niste čutili, ker pa tega zdaj zelo veliko in danes je svet tak, da še zunanji svet veliko prispeva in še otroške travme se dogajajo, jih imamo v sebi. In je tega res veliko. In zdaj treba vsako posamezno zgodbo težko, posebej te najtežje, predelati. Kako pa predelamo? Kako pa to predelamo? Predelamo tako, da se zavedate, da ne moremo spremeniti tega, kar se je zgodilo. Glejte, to, kar se je zgodilo v vašem življenju, se je zgodilo. Na neki točki moramo to sprejeti, ok, tukaj sem in to je zdaj moja izhodiščna točka. Kako pa si to rešimo? Tako, da iz vsake posamezne, rečemo travme, neprijetne izkušnje, ki se je energijsko zapisala v nas, stres, ne moramo spominov brisati, vendar pa od spomin, na vsak tak spomin je vezan težek občutek. In ta težek občutek pa lahko brišemo. Razumete? Ta težek občutek lahko brišemo. In če to naredimo za dovolj veliko število težkih spominov, bomo dovolj veliko vode izlili iz kozarca in se bo naše počutje začelo izboljševati postopno, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Ja? Torej, potrebno je na čustvenem nivoju predelati najtežje stresne dogodke iz vašega življenja. Jaz to vsakodnevno delam, zdaj sem tudi svojo ekipo že naučila in je to absolutno možno in več kot 12 let, če te stvari počnem, imam res toliko uspešnih zgodb za sabo, vam bom tudi video pokazala in se v kratkem času da to narediti. Ker se ni treba 3 leta hoditi na psihoterapijo, pa razlagati, pa vse to, ampak je potrebno iti globoko vase in je samo treba emocije ven iz telesa spraviti ali pa občutke je treba ven iz telesa spraviti. In ko to naredimo, se tukaj takoj naredi taka kognitivna sprememba, drugače gledamo na situacijo, odpustimo, ko enkrat čustveno bolečino izrujemo iz sebe, lažje tudi odpustimo, spustimo in se v življenju premaknemo naprej. Je to, kar si želite?
Kako bi se počutili, če bi res lahko dali ven iz sebe vso to težo, najtežje stvari, če bi to čustveno breme padlo iz vas? Kako bi se počutili, moje vprašanje? Kaj bi to za vas pomenilo? Lahko napišete. Dajmo malo si podeliti. Meni pa se zdi, kot da sem začela ruvati to iz sebe, je sprva še slabše, še jokaš, občuti globoko čustva, iz otroštva je to normalno, mine. Tako, ja, normalno je, malo je naporno, ampak mine. Ja, novo življenje, svobodno, srečno, lahkotno in razbremenjeno. Ja, najbolj srečna bi bila, če bi se tega znebila in lahkotna. Svobodno. Bravo, Karmen. Meni bi to pomenilo svobodo in lahkotnost. Okay. In to vam je na dosegu. Veliko olajšanje, že jočem, jokajte, Jurčka, verjetno lahkotnejše. Ja, svobodno. Zadihala bi popolno. Srečno življenje. Ja. Glejte, in to je totalno možno. In ja, moje poslanstvo je, da do vas to pripeljem in da vas vodim čez to in da vas pripeljem do tega, da boste dosegli mir v sebi. To je moje poslanstvo. Jaz živim za to, noč in dan in moja ekipa tudi. In ja, rodili bi se spet. Vedeti morate, skupaj lahko to naredimo. Vi in jaz. Če se vi zares odločite, če zares hočete, potem jaz točno vem za proces, čez katerega vas moram peljati, točno vem za protokol, po katerega morate slediti, da lahko pridemo do tega. Je malo naporno? Je malo treba včasih jokati, včasih treba kako stvar podoživeti, ampak se da vendar. In ja, in tako Saša lepo piše, izginile bi bolečine v nogah, mravljinčenje po celem telesu. In veste kaj, izginejo in čustveno neugodje, in telesno neugodje. In se pravi, izginete fizična napetost, ne boste več imeli cmoka v grlu. Cmok v grlu pomeni, da beseda ni šla ven, da nekaj niste uspeli izreči, da se niste uspeli izraziti, se postaviti zase. Izgine tesnoba v prsi, izgine bolečine v želodcu, izgine čudne bolečine v glavi, izginejo mehke čudne noge, mravljinci izginejo. Vse to v bistvu izgine, ko mi damo te stare, ko mi iz bolečih spominov izbrišemo izkušnje. Ne izkušnje, iz bolečih spominov izbrišemo občutke. Občutki so pa ali čustveni ali fizični. Oboje je zelo povezano. In psiha ni samo, mi rečemo, ja, psiha je vse v glavi, ampak ne moramo ločiti glave pa ostalega telesa. Tisti, ki trpite za anksioznost, to veste, da je to vse prepleteno. Da celo naše telo čuti anksioznost, kot sem rekla. In korak za korakom, ko čistimo te težke travmatične spomine, se telo vedno bolj razbremenjeno počuti. Verjetno je to, kar si želite. Drži? Kako pridemo do občutkov? Ja, svoboda, lahko izgine pritisk v glavi. Tako, izginila bi stalna bolečina v prsih, ki me omejuje. Ja, pridi do sebe, izginili bi vsi fizični simptomi, napetost telesu, občutek, kot da me nekdo drži za vrat. Ja. Zakaj se naredi napetost v nogah? Zato, ker so noge tisti del vašega telesa, kjer se je stres hranil. In tam je treba začeti čistiti. Suzana, če bi uspela priti do potlačenih čustev podzavesti, bi končno lahko zadihala. Tako. Čudni občutki v glavi, omotica, lahka glava. Tako, evo. Torej, v bistvu, marsikaj trpite, telo vam hoče povedati, ne morem več, moj kozarec je prepoln, daj malo ven spravi in mi želimo zdaj se pogledati, kako to narediti. Drži? Torej, zdaj pa imamo dve možnosti. Lahko greste sami v to. Napišete si seznam bolečih dogodkov in vsak dan en dogodek predelate na tak način, da ko pomislite nanj, da vam več ne bo težko. Da ga naredite nevtralnega. Zaprete oči, si predstavljate in to naredite. In to lahko delate vsak dan en dogodek. Lahko naredite sami. Ja, pomaga tudi pri refluksu, gerbu, absolutno. Strah pred vožnjo v tunelu, ja, imate različne izvedenke anksioznosti, bi jaz rekla, ja. Zakaj je tako?
Kako pa je s težavami v želodcu, črevesju in prisotnost bakterije, ki se lahko ponavlja? Veste kaj, ko je telo preobremenjeno z stresom, takrat imunski sistem ne more dobro delati. In takrat se lahko razne bolezni pojavljajo, razne težave. Med njimi je tudi ta Helicobacter pylori. Če pa mi razbremenimo telo stresa, se imunski sistem spet lahko ojača. Zakaj je to? Mehanizem vam lahko na kratko razložim. Si predstavljate, eden od, recimo naš prednik, ali pa mi gremo v gost, pa srečamo medveda. Pa to je zdaj že kar realnost, ne, tudi pri nas. In recimo, da pride medved. Kaj se takrat zgodi? Takrat gre vsa energija v kosti in mišice in je cilj samo zbežati, ali pa se skriti, ali pa utrpniti, ali pa se boriti s tem medvedom. Fight or flight, torej boj ali beg, tretja opcija pa da utrpnemo, tako kot kakih hrošček se skrijemo, pa se delamo, kot da nas ni. To je stresni odgovor, ki je naše telo sposobno, kadar je recimo medved. In kadar pa smo mi v službi, in takrat, ko se to zgodi, gre vsa energija v mišice in v kosti. In zmanjša se to, imunski sistem takrat ne dela. Spolnost takrat nam ni do spolnosti, ker moramo mi se reševati življenje. Ni nam za intelektualne stvari za razmišljati, za matematične naloge reševati. Razumete? Kadar je medved, ko si moramo reševati golo življenje, gre vse v kri in mišice za to, da mi zbežimo, ali da se borimo, ali pa da se kvečemo nekje, skrčimo in skrijemo in utrpnemo. To je klasičen odgovor telesa, ko gre za naše preživetje. Če bi mi srečali medveda v gozdu. Ja? In naše telo je na tak način navajeno. Zdaj pa vi poglejte, zdaj ste pa vi v pisarni, pa imate recimo, ne vem, finančne skrbi, ali pa imate v službi preveč stresa, pa otroci imajo neke težave in vaše telo na isti način odreagira. Vsa energija, spet ste v fazi preživetja, vsa energija gre v kosti, v mišice, v fight, flight, da se bojujete, da se skrčite ali pa da stečete. Ampak ko smo v tem našem civiliziranem svetu, v bistvu tega ne rabimo. In takrat se isto tako ugasne se imunski sistem, zato zelo hitro zbolimo, to je narejeno na kratek rok, lahko v bistvu nam reši življenje. Če pa se to iz dneva v dan ponavlja, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, pol pa imamo resne težave. Kaj se pa potem zgodi? Potem pa se zgodi, da se naše telo čisto preprosto potem pa zbolimo, ker imunski sistem je zmanjšan na minimum, si predstavljate, to gremo mišice, kosti na maksimum, imunski sistem na minimum in ne moramo se boriti proti bakterijam. Koncentracije več nimamo, ne moramo delati, študentje meni rečejo, ne morem se učiti, nimam koncentracije, nimamo nobene motivacije, vsa energija se posrka iz nas, če živimo konstantno v tem stresnem preživetvenem načinu. In zato je potrebno naše telo na novo sprogramirati. Zato je potrebno stare dogodke iz sebe dati, stare izkušnje, in je treba vsak težek dogodek predelati. Zdaj pa, imate dve možnosti. Ali boste to sami poskusili narediti, ali pa z mano. In lahko vam pa jaz pokažem, kako v bistvu lahko to na hiter način naredimo in kako v bistvu, ker jaz sem razvila pa program, ki se imenuje Notranji mir, kjer vas lahko točno pripeljem in vas vodim in je predvidljiv in deluje, seveda morate sodelovati in vas lahko pripeljem do tega, da vas pripeljem do notranjega miru, da se trajno znebimo anksioznosti. Zdaj pa povejte, želite sami ali želite, da vam pomagam? Napišite. Želite pomoč, ok. Dobro, super. Ja, dobro. Tisti, ki želite sami, Lilijana, meni ste že super. Tisti, ki želite sami, lahko delate to sami. Tisti, ki pa ne, ki pa rabite pomoč, ki hočete to res iti čez moje roke, da vas pripeljem do tega, da bo vas kozarec čim bolj prazen, da bo čim manj stresa, da boste imeli energijo za življenje, tisti bi vam pa zdaj razložila. Tako da bi vam razložila, v bistvu, kako poteka ta program Notranji mir, če dovolite,
vam razložim, kako v bistvu ta program poteka pri meni in kako vas lahko pripeljem predvidljivo z 100% zanesljivostjo, če se le v bojni damo vse od sebe. Treba pa je res dati vse od sebe, da to naredimo. Vse veste, telo se nam bo upiralo. Torej ste zato, da vam razložim ta program Notranji mir. Vam lahko razložim, dovolite? Ja, ok, pa srčke, dobro. Super. Ja, krasno. Tako, vam razložim zdaj ta program, ki je temelji točno na tem, kar sem vam pokazala, kar sem vam razložila, da trajno v bistvu se rešimo teh neugodnih občutkov, da se trajno presežemo anksioznost. Program traja 3 mesece. In znotraj teh 3 mesecev, 3 mesece ste z mano, in znotraj teh 3 mesecev predelam z vami najtežje stresne situacije iz vašega življenja. In vas pripeljem do tega, da se vaše misli umirijo, da ne bo več vse brnelo po vaših mislih, da bo se vaše misli mirne, da boste jasno, da ne bo skozi nekaj vas obremenjevalo. Pripeljem vas do tega, da se bo vaše telo vam sprostilo, da ne boste ves čas zakrčeni, ampak da se vam sprostijo ramena, vrat, da ne boste šklepetali z zobmi, da se vam celo telo sprosti. Da popustijo tisti napetost v prstih, tiščanje, da popusti bolečine v želodcu, da se noge sprostijo. Če imate napete, da se sprostijo, če so mehke noge, da postanejo spet normalne. Poleg tega dobili boste nazaj energijo, ker ko mi očistimo energijsko iz svojega telesa te težke stvari, se vam bo energija začela dvigovati. Vaši možgani bo začeli drugače delovati, drugače boste začeli razmišljati, naenkrat boste več opcij videli pred sabo, več poguma boste imeli, da delate neke korake in se vam bo tudi življenje začelo spreminjati. Življenje se vam bo v tem smislu začelo spreminjati, da kar naenkrat se vam bodo odprla, ko ne bo več vaši možgani obremenjeni s tem načinom, kar naenkrat boste začeli razmišljati drugače, počutiti se boste začeli drugače, smejati se boste začeli, več energije boste imeli za svoje otroke, lažje boste delali svoje delo in v bistvu dosti boljše se boste počutili. In končno boste začeli živeti tako življenje, kot ga bi ljudje morali živeti. Kvalitetno, srečno, mirno. Veliko se boste naučili o tem, kako meje postaviti, kako za svoje potrebe poskrbeti, kako dotaknili se bomo tudi teh vzorcev podzavestnih. Namesto da se počutite, da niste dovolj dobri, se boste začeli počutiti, da ste dovolj dobri. Namesto da boste se počutili, da niste vredni, se boste čutili, da ste vredni. Namesto da boste čutili, da morate vsemu strešiti, pa vedno za vse narediti, boste začeli malo bolj v ravnotežju skrbeti in za druge in tudi zase. V polnosti se boste odpovedali, nič več ne boste imeli tiste močne težnje, da mora biti vse popolno. Ampak boste si včasih opustili tudi kako napako, znali se boste bolj pohvaliti, znali se boste bolj ceniti in res ne boste od sebe zahtevali več popolnosti. In lažje boste živeli, dosti lažje, dosti bolj sproščeno. In potem, ko se mi boljše počutimo, se tudi drugi ljudje ob nas začnejo boljše počutiti. In se lažje se tudi pogovarjamo. Tako da se tudi odnosi zelo hitro izboljšajo. Bom vam bolj video zavrtela, boste videli, kako mamice rečejo, ne kričim več na svoje otroke, moja družina ima to rajši. Nisem več konfliktna, se pravi, tudi odnosi vaši se bojo izboljšali. Več energije boste imeli za svoje otroke in tisti, ki jih imate, in te nervoze ne boste več na svoje otroke prenašali, ampak boste se znali mirno skomunicirati. Irena piše, lažje čutimo sebe in druge, zadeva deluje, treba delati. Hvala, Asja. Bomo tudi glede denarja, bom podjana tudi glede denar, tudi vam smo želeli prisluhniti, ki imate skromne dohodke, smo res naredili ta program tak, da si ga čisto vsak lahko privošči. Res, čisto vsak si ga lahko privošči, ki je v stiski, imamo rešitev in vsak si ga lahko privošči. In ni denar ovira, da ne bi mogli priti v ta program. To pa zdaj res lahko z gotovostjo trdim. Tako da, to so v bistvu rezultati, ki jih lahko pričakujete, ko pridete v ta program Notranji mir.
Kaj je potrebno narediti? Potrebno se je samo prepustiti, da si pustite pomagati, da gremo čez te čustvene stvari skupaj, da mi pustite, da posežem v vas, da posežem v vašo podzavest, da tiste vzorce spremenimo. Pač morate mi zaupati, morate mi pustiti, da vam dam roko, pa da vas vodim po tej poti. Včasih si morate tudi kako škatlo robčkov kupiti, mnogi pri meni ful jokajo, in uporabljam zraven pa še tudi te energijske tehnike, in ko uporabljamo te energijske tehnike plus jokamo, se veliko teh stvari izlušči iz telesa in telo doživi veliko olajšanje in to v zelo kratkem času. Tako da tukaj pri meni ni samo tako kot klasična psihoterapija, ki traja leta in leta, 1 ura pogovora na teden ali pa na še 14 dni. Tukaj gremo res intenzivno, vseeno se pa da vključiti ta moj program za vsi, ki ste v službi in ki imate od družine, lahko ravno tako si toliko časa vzamete, da lahko sodelujete. Ne moramo to v en teden iti na nekam, pa v enem tednu narediti, ker je treba to s to psiho je treba delati korak za korakom. Podzavest je delikatna gospa in je treba lepo nežno z njo delati. Podzavest so v bistvu te čustvene bolečine, ki jih čistimo iz telesa. No, kako pa v bistvu to izgleda? Program je sestavljen iz 4 delov. En del je to, da dobite osebno podporo mene in mojih asistentov. Drugi način je tak, da imate osebno podporo, niste prepuščeni sami sebi. Drugi del je torke in četrtke zvečer, vodim jaz to terapijo, kjer na vsaki terapiji predelamo eno vašo zgodbo iz vašega življenja. In iz ene vaše zgodbe odstranimo to čustveno komponento. Torej, to pa delamo preko Zooma. Osebno se lahko srečamo, lahko prijete v Maribor, lahko se slišimo, lahko preko Zooma, preko Vibra, kakorkoli. Torke in četrtke je pa sveti čas, ko je res taka energijska terapija, ko si pač morate tisto 1 urco vzeti, 1 uro v torek zvečer, 1 uro v četrtek zvečer. Če slučajno delate, če ne morete tisti čas, si lahko vse posnamemo in si lahko pogledate tudi posnetek. Tako da to je močna terapija, kjer vsak dela sam s sabo, večino časa imate zaprte oči in uporabimo te tehnike, se mi prepustite in spremenimo en vzorec vaš podzavestni oziroma eno vašo travmo, mi pustite, da skupaj predelamo. Jaz uporabim glasbo in v bistvu zelo močne besede, ki bo šle do vaših src, v bistvu kanaliziram to in vas čutim na nek način, jaz se prej zelo močno pripravim in v bistvu na vsaki taki terapiji odluščimo neko čustveno bolečino iz vas oziroma fizično neugodje. To je ta drugi del. Ta tretji del dobite moje knjigice, ki sem jih jaz napisala na podlagi tega 12-letnega dela, kar to delam. Je res nekaj čisto unikatnega v Sloveniji in tudi širše v svetu, kjer si boste vi prebrali in kjer boste na logičnem nivoju razumeli, kaj jaz z vami delam. Tako da imate knjige. Četrti del je pa, dobite tudi video posnetke mojih posnetih terapij. Kadar vam je čez vikend hudo, si zavrtite in uporabite in doživite ravno tako zelo veliko olajšanje. Posnetki je veliko, je bogata knjižnica teh posnetkov in gre v bistvu za to, da so na temo in odprave strahu pred tuneli, strah pred vožnjo, strah pred strahom, strah pred paniko, neprijetni simptomi anksioznosti, vzorec nisem dovolj dobra, vzorec moram biti popoln, vzorec nikoli mi ne bo uspelo in v bistvu, ja, veliko je tega. Tako da imate tudi to. Tako da to je en projekt, za katerega minimum standard je, da daste 2 uri na teden za to, plus da knjigico začnete brati. Če želite več, pa imate na voljo več. In ta program vas pripelje do tega, da se dobro počutite. Torej, je preverjen, deluje in če boste imeli kako vprašanje, vam bom pokazala. Drugače pa, čeprav izgleda, da je tega zelo veliko, da bi rabili več življenj, se da v 3 mesecih praktično čudeže narediti. Če pa kdo rabi, pa lahko tudi kak mesec, 2 podaljšamo. Tako da, ampak v bistvu res deluje. Tako da zdaj bi vam pa pokazala video ljudi, ki so šli čez to, da iz njihove izkušnje dobite
potem se bomo pa pogovarjali naprej. Prav? Vam bom delila zdaj ekran. Takole. Upam, da se vidi. Jaz sem se z anksioznostjo borila kar nekaj časa. In ta anksioznost je... Samo malo. Se vidi? Se vidi? Samo toliko mi povejte, če me vidite, če ste video lahko videli, samo da vem jaz, da nam tehnika štima. Ja, ok, dobro, super. Zdaj ne, ja, takoj vam bom spet zavrtela. Tak, evo. Jaz sem se z anksioznostjo borila kar nekaj časa. In ta anksioznost je rasla in se stopnjevala. Moj problem je bil dejansko v tem, da se je nekega dne zgodilo, da sem bila bolj vrtoglava, začelo me je zanašati, bila sem omotična in že nekaj časa pred tem, govorim o mesecih, se je dogajalo to, da sem bila pretirano utrujena. Ponovno se mi je pojavila močna tesnoba, jutranja slabost, imela sem temačne misli, da nikoli ne bom mogla iti iz te svoje utesnjenosti, ki jo čutim noter v telesu. Zdaj šele vem, ko nimam več tega, da sem bila kar skozi malo anksiozna. Pretirano sem se odzivala na dražljaje. Pa recimo, ko sem prihajala službe domov, najraje ne bi nobenega videla. Kar izogibati sem se že počasi začela nekim druženjem, pa anksioznost, pa kar skozi strah, pa kar... Jaz sem bil z mislimi čist na dnu, no? Pa neki dvomi, pa neki nervoze, pa neka bolečina v prsnem košu, pa spet izgine. Pa neka bolečina v glavi, pa izgine. Pa skozi nek nemir, skozi se nekaj sprašuje. In to je raslo. In to je prišlo do tistega poka, da mi je film poknil čist. Nisem si dovolila, nisem smela se ustaviti, ker kdo bo potem poskrbel za hišo, za otroke, kdo bo namesto mene v službi naredil. Nisem znal poslušati sebe, nisem znal poslušati drugih. Bolj tisto, da me je vse skrbel, pa kako bo šlo skozi, pa tako neka žalost, pa tako. Stopnjevalo se pa v bistvu tako, da me je vse zelo začelo frustrirati, ker ni mi pasalo iti recimo s prijatelji ven, ni mi pasalo jesti, tako neke slabosti sem čutila, tudi tako veliko teh glavobolov, pa kar tako se je stopnjevalo, no. Moram reči, da na začetku čisto nobene diagnoze ni bilo, ampak zaradi težav, ki so se mi pojavljale in ne nehale, sem dejansko obiskovala pogosto urgenco. S tem, da sem šla seveda k enemu specialistu, drugemu pa tretjemu, vse je bilo zavrženo, ovrženo, vse je bilo v redu. In jaz sem iskala B-kompleks in omega-3 in namočen lan in tibetanske vaje in kaj vse, da bom jaz se boljš počutila. Povod, da sem sploh se oglasila pri vas, je bil pa ta, ker nisem najdla ustrezne pomoči čisto nikjer. Jaz sem prej probal vse, od tablet do zdravil, nisem probal, jaz sem tak tip človeka, ko rad vse probam. In vse deluje, neka stvar, ampak ni trajna. In potem sem jaz Asijo spostavila, in to smo potem začeli procesirati, in levo in desno. Jaz sem v 2 mesecih terapije se umirila, se naučila pogledati stvar malo iz razdalje, pogledati sebe iz razdalje, se spoštovati in ceniti svoje želje in se naučila in videla, koliko pomenim ljudem okrog sebe. V bistvu sploh ne kričim več, to je fajn, to imajo radi vsi v moji familiji. Moje počutje se je bistveno spremenilo. Z veseljem se lotim aktivnosti, ki so kar dolgo čakale v predalu. Končno lahko stopim na ulico, grem na sprehod. Usedla sem se v avto, kar se je zdelo svoj čas nemogoče. Končno lahko tudi jem.
kajti bilo mi je kar velikokrat slabo v želodcu. Po 3 mesecih sodelovanja v notranjem miru se počutim veliko bolje. Ugotovila sem, da te v življenju res lahko napačna prepričanja in napačni vzorci vodijo v čist napačno smer. Ja, največja sprememba je ta mir, ki ga imam. In potem sploh ne pride do prepirov več. Isto otroke lažje razumem. Tako da se mi ni treba več jeziti nazaj, ker sem se prevelik. To je čisto drugo življenje, ne? Danes je bil moj prelomni korak, to nisem nobenemu še povedal. Danes sem se peljal po 5 mesecih čez tisto avtocesto, čez tisto tek s kamionom, kjer sem doživel najhujši napad v svojem življenju. In danes sem se peljal in ni bilo nič. Nič. Jaz sem ful dobre volje, res, jaz vam ne znam opisati, res tisto. Danes sem sigurno nekje, kjer se jaz sama počutim, da sem veliko močnejša. Tako da lahko pride nek stres in ga bom jaz v bistvu čisto lepo prenesla. Najbolj všeč mi je, bom rekla, tisti občutek, ko se približaš sam sebi. Tako da jaz sem občutila eno toplino. Super, res tako sprejeto. Od začetka mi je bilo majčkeno mogoče nenavadno, ampak pol pa zelo olajšano. Tako, in tudi začela sem se veseliti terapiji, vedela sem, da me čaka pol nek napredek. Res svetujem, da se obrne na vas, zato ker je priljuden, način je tak, da je čisto vsakemu blizu, čisto vsak razume, čisto vsak se znajde, nobena težka stvar ni in hkrati zelo deluje. Absolutno je to nekaj, za kar se mora odločiti v navednicah. Jaz bi zelo priporočala vsakemu, ki je v stiski. Zato, ker če je vse drugo izključeno, je prav gotovo to edina res dobra priložnost in ena taka prava pot, ki lahko pomaga marsikomu. Greš naprej in greš na boljše. Škoda, ker vas nisem spoznala prej. Ta program je definitivno zelo učinkovit. Če lahko meni uspeva, če je lahko Asi uspelo, če lahko marsikomu uspe, ki je priključen v terapijo Notranji mir, lahko definitivno tudi njemu uspe in da za zdravje ni škoda denarja. Toliko denarja zapravimo za druge nepomembne stvari, zakaj ga ne bi enkrat dali za zdravje? Tako sem se odločila tudi jaz. Tu ni vreden ne denar, ne hvala. Mislim, ne moreš tolikrat reči pa poplačati tega, koliko lahko iz sebe ven narediš. No? In tu jaz dam kapo dol vam, z prve. To je... Jaz sem se danes prvič peljal po 5 mesecih, tam čez, jaz sem se jokal od vesela, ko sem prišel v Maribor, jaz sem se jokal. Zelo težko sem zaupala, da je to možno, ampak pol pa v bistvu, ko so se rezultati kar začeli kazati, ker recimo je minil par dni, da jaz sploh nisem recimo pomislila na kaj slabega, pa sem si rekla, se to je pa v bistvu lepo, ne, se tako se pa da. In rekla bi čist direktno, da nekdo, ki je toliko dvomljiv, kot sem jaz, pa toliko strog do sebe, pa če sem jaz uspela se prepustiti, pa si pustiti pomagati, pol sigurno je prostor za vsakega, no, da se mu pomaga, no, sigurno. Res lepo, no, sem hvaležna za to izkušnjo in bi priporočala vsakmu, no, ki se odloča, sigurno. Tako da predvsem to, no, nov pogled na svet ste mi dali in to zelo cenim. Sigurno, da je v redu, da tako živim, kot hočem, da je v redu, kakor sem in da sem dovolj v tem. No, pač mirna sem vse noter. Doživela sem take spremembe, da se niti misliti nisem mogla, da lahko tako živim, tako mirno. To se mi zdi en tak pogled, ki bi v bistvu čisto vsakmu prav prišel. Tudi če nima tesnobnih teh občutkov, sam lepše živeti tako, če se odločaš, da je lepo. To sigurnost, da če se mi kdaj karkoli ponovi, če se bom spet mogoče podoben počutila, da znamo v bistvu pristopati k temu. To je ena taka velika sigurnost, ki se mi zdi za tesnobnega človeka, je to velik, res velik. Da se lahko k ničemu zatečem. No.
In že po prvem pogovoru z vami sem se v bistvu že, ko sem sam glas slišala, zjokala in se veliko bolj počutila. To mi je dalo eno upanje, da pa verjetno me nekdo razume. Tako. Ko sem govorila z vami, je bilo eno samo sprejemanje in toplina in sem slišala tisto, vse je v redu. Ja, jaz vas imam kot eno suvereno, toplo osebo, čustveno, z veliko mero empatije, res nam stojite ob strani. Tako da jaz z vašo bližino sem čutila kot nek nevidni objem na nek način, neko okrilje. Evo, tako, eno veliko toplino sem čutila. Imate tak lep topel odnos, jaz sem se varno počutila v vas, sigurno. Asjo kot terapevtko vidim zelo ljubečo, nežno, vedno te je pripravljena poslušati z celim srcem in ti pripravljena pomagati, te usmeriti na pravo pot. Čudovita je. Zelo srčna oseba. Ja, zelo tako, kot da v bistvu vse zelo sprejemate, da se res zavzamete za vse, kot da vam je to zelo blizu, kar delate. Tako, to se čuti v odnosu do ljudi, no. Tako, res. Zdi se mi, no, da vam ni to samo tako služba, ampak kot neko poslanstvo. In to se mi zdi zelo... Mislim, lepo je za nekoga, ki se vam prepusti, no, da mu pomagate. Tako, za nekoga, ki je tako dvomljiv, pa še tako analitična, ne, v vse te medicinske dokazane stvari, je to res velika stvar, no. In ste mi kar polepšali življenje, no, tako zdaj v teh trenutkih mi je bilo kar lepo z vami. Smo pa zdaj. Tole. Evo. Tako, evo. Torej, zdaj ste videli tudi zgodbe ljudi, videli ste pričevanja. Imate do zdaj kako vprašanje? Želite karkoli vprašati, komentirati? Vidim, da nekaj ste si pisali. Našli ste se v videu, ne? Se najdem prav v vsakem videu, vse enako, ja. Imate kako vprašanje, imate kako karkoli želite vprašati do zdaj, potem pa gremo naprej. Še na tisti del, ki vas tudi zanima, ne? Aha, kje ste dobila vsa znanja, s katerim ste izdelali program? Dobro vprašanje. Pomaga tudi pri hudi nespečnosti? Absolutno pomaga, Lea, absolutno pomaga. Pomaga pri OKM-ju? Ja, pomaga, Urška, tudi OKM. OKM je včasih malo dalj traja, mogoče kak mesec več kot sam 3 mesece, ampak ja. Ali je to individualni ali skupinski program? To je v bistvu terapija, ki je sestavljena iz 4 delov. Super vprašanja imate, me zelo veseli. V bistvu gre za en del, ki je individualna, to je osebna podpora, ki jo imate od mene in od mojih 2 asistentov. Spoznali ste mojo Petro, pa imamo tudi še Jureta, trenutno asistenta, ki je sam šel čez hudo tesnobo, ki ni mogel vstati iz postelje, ki je imel tako hude strahove, da ni mogel otrok vrtec peljati. In danes on normalno funkcionira, vozi v Švico, v Dalmacijo, pač na 1000 kilometrov naredi. In njegova žena, njeni 2 hčerki, njuni hčerkici so mi za novo leto napisali eno voščilo, hvala, ker si nam vrnila Atija. In moram reči, da me zelo ganilo, tako da, ja. Torej imate, Jure zdaj tudi pomaga in tudi lahko svetuje in tako. Tako da imate osebno podporo od mene in od Jureta in od Petre, kadarkoli potrebujete. Terapije torek in četrtek je več ljudi zraven. Nekdo bo to podobno kot danes. Vi vsi mene gledate, vsi ste anonimni, jaz vam vsem izklopim kamere, mikrofone, vsak v svojem prostoru procesira, rabite kozarec vode in rabite robčke. In takrat, zakaj vas lahko jaz več sočasno vodim? Preprosto zato, ker imate različne zgodbe, občutke pa imate enake. In ko procesirate, vas jaz lahko, pač vsak svojo zgodbo procesira, ampak občutke imamo iste, ker smo vsi ljudje. In ustvari se ena močna energijska podpora, vseeno mora pa vsak sam svoje stvari predelovati. Tako da torek in četrtek so zraven tudi drugi ljudje. Osebna podpora je pa dodatno, tako da imate oboje. Imate terapije, kjer so zraven tudi drugi ljudje. Jaz ne uporabljam besede skupinska, ker dejansko vsak mora sam s sabo. To ni neko pogovarjanje en z drugim,
Edino, ko jaz vprašam, kako se počutite, kaj se vam dogaja, kako procesirate, takrat boste napisali tako danes in takrat boste videli tudi, kaj drugi napišejo. Tako da, tako da to je to. Pol imate pa knjige, ki jih morate sami predelati in imate tudi posnetke, s katerimi si pomagate. V bistvu se vsak mora sam s svojim sranjem soočiti, vsak mora iti svojo globino, vsak mora iz sebe ven te čustvene težke stvari metati, vseeno pa čutite, da niste sami na tej poti. In ko boste videli napredek nekoga, ki je par tednov pred vami, je tudi to vam velika motivacija, veliko voljo lahko dobite in velik pogum za naprej. Tako da to. Evo, Damjan, jaz sem antidepresive jedel 10 let, zdaj je že leto dni, ne, hvala Asi. Evo, Damjan je tudi tako, ja. Ob kateri uri? Trenutno imamo ob 6 zvečer, to je 1 uro, od 6 do 7, torek od 6 do 7 četrtek. Planiramo pa tako proti koncu junija, da prestavimo na 7 uro zvečer. Tako da to je neka ura, ki je večini ljudi ustreza. Včasih, če je kdo, ki pač ima službo, kakšna medicinska sestra, kak drug poklic, ko se tudi tako dela, so pa ljudje, ki si pogledajo to lahko takoj naslednje jutro. Tako da posnetek se posname, se takoj naslednje jutro naredi. Malo še preberemo, da vidim. Pomaga program pri bulimiji in anoreksiji. Veste, zakaj je ta program edinstven? Zato, ker ne glede na to, ali imate vi diagnozo posttravmatska stresna motnja, diagnozo izgorelost, diagnozo bulimija, diagnozo anoreksija, diagnozo anksioznost, diagnozo depresija. Veste, kaj je tukaj v bistvu genialno? Genialno je to, da vedno čisto vse te stvari so povzročene z stresnimi situacijami iz preteklosti. In delamo na stresnih situacijah iz preteklosti, na vaših občutkih, ki so šli v vas kot posledica nekih slabih izkušenj in zato lahko v ta program stopite tudi z anoreksijo in bulimijo. Ne sprejmemo ljudi s shizofrenijo, bipolarno motnjo, tukaj je no-go, tu nimamo dovolj izkušenj, tako da tu tega ne sprejmem. Anoreksijo, bulimijo, to lahko pridete. Depresijo, anksioznost, Depresija, anksioznost sta oboje malo povezani, pri anksioznosti je bolj ta strah kot komponenta, pri depresiji bolj žalost, oboje je dostikrat povezano. Ali obstaja kakšen priročnik posnetki, vaš program za samoterapijo? Imamo vse posneto, imamo portal pripravljen za vas, tako da vsak, ki vstopi v terapijo, dobi vse gradivo, dobi vse in se lahko vključi. Zanima me, kako biti manj strog do sebe, sem pozabila na se, začeti razvijati ljubezen do sebe, to tudi učimo, to tudi delamo in brišemo tisti vzorec, da nismo vredni dovolj, da nismo vredni, da naše potrebe niso pomembne. Ali se lahko znebimo tudi zdravil, antidepresivov, če jih jemljemo? Damjan vam je napisal, glejte, moja naloga je tako, kot sem rekla, da vam pomagam, da se počutite bolje. Ko se vi počutite bolje, pa greste in se z zdravnikom pogovarjate in marsikdo je to naredil in je lahko šel dol iz antidepresivov. Vendar ne odločam jaz o tem, to se dogovarjate z zdravnikom. Moja naloga je, da vas pripeljem, da se počutite boljše, da jih v bistvu ne rabite. Tako da odgovor je ja, vendar po pameti in zmerno in po navodilih zdravnika. Ampak odgovor je ja. Tako. Verjetno ni problem, če imam že tako psihoterapije, kognitivne, vedenjske enkrat na teden, individualne pa bi probala še to pre vas. Mene ne moti, lahko imate, karkoli ste do zdaj na sebi naredili, vam bo samo pomagalo. Tako da, gledajte, če koga moti, ni to reklama, samo to je srčna ponudba meni, vam, da vam dam roko, da vas peljem čez to. Če kdo to razume sam kot reklamo, lahko odstopite. Vprašala se vam, če dovolite, da predstavim, tako da gre v bistvu za to, da je pa treba cel proces, če vas hočem pripeljati. Danes vam hočem odpirati oči, da vidite, da je možno, da vidite, kaj lahko vi sebe naredite. In zdaj bi prosila mojo ekipo, predvsem Petro, Branka, vi se lahko vpišete nazaj, če želite, lahko za 1 mesec, lahko za več mesecev, lahko kontaktirajte Petro iz moje ekipe. Zdaj bi pa prosila, zdaj bi vam pa 2 linka rada dala, kjer se lahko danes, če želite, gledajte, če vam je to danes všeč, mi smo se pogovarjali, da vam damo 2 opciji. Ena opcija je,
Če se želite pogovoriti z mano ali z mojimi asistenti, s katerim od mojih asistentov, vam je na voljo brezplačen pogovor. In zdaj bi vam rada pokazala v bistvu, kako to izgleda. Vam bom delila ekran, samo malo. Glejte, tale link, vam bo Petra tudi tale link prilepila na strani asiadomingo.si, na moji spletni strani, uvodni pogovor, in imate tukaj koledar. Tisti, ki se želite pogovoriti, poglejte, greste tukaj in samo kliknete na eno od ur, zberete, dali smo vam jih čim več na razpolago, da lahko, dokaj so pač odprte, jih lahko zapolnite. Zberete eno uro, recimo, naprimer sredo ob 11, kliknete, date sam par podatkov, čisto najbolj osnovnih, e-mail, telefon, starost, odkljukate, kaj bi se radi rešili, katerih, če želite karkoli sporočiti, in dobite rezervacijo. In potem se vam posvetimo in si pol ure vzamemo, to je čisto brezplačno, tako da imate zdaj, boste dobili povezavo, da se lahko priključite na ta uvodni pogovor. Druga opcija pa je, tisti, ki pa ste se odločili in hočete zares, ki pa bi radi zdaj šli v akcijo, lahko pa greste tudi direktno, pa se lahko tudi kar prijavite. Tukaj pa je tu je pa ta drug link, kjer je pa spodaj prijavnica. Preden pa gremo naprej, pa sem vam še dolžna pojasnilo za glede cen. Torej, rekla sem vam, da je cena, ta program vam spremeni življenje. Ta program je neprecenljiv. Vendar vseeno živimo v svetu, ker vsi potrebujemo denar in nekaj pač je potrebno plačati za to. Naredili smo tako, da tudi tisti, ki imate nižje dohodke, da si čisto vsak lahko privošči in da lahko se plačila raztegnejo, tako da je mesečni obrok lahko minimalen. Cela cena programa je 1500 €. Lahko plačate v enem obroku, lahko date 2 obroka, lahko date 3. Lahko daste tudi več, lahko date 30 obrokov in imate pol na mesec samo 50 € mesečno. Lahko imate 100 € mesečno, lahko imate 500 € mesečno. Tako da prilagodimo vsakemu od vas tako, da je v bistvu, da si vsak, ki se hoče rešiti anksioznosti, da si to lahko plača, da si lahko privošči in da ga vam garantiram, ko se boste vi dobro počutili, da boste ta denar zlahka zaslužili nazaj. Če ste pa dolgo na bolniški, pa veste, da tako ali tako izgubljate. Ja. Tako da, evo, to je to. Petra vam je dala prijavnico, torej imate 2 linka, eno je za prijavnico, če se želite prijaviti, da že hočete iti, potem se bomo samo zmenili za načine plačila in da takoj lahko vstopite. Vi lahko v ta program vstopite že ta teden. Lahko začnete in ste z mano 3 mesece in zavihamo rokave in gremo v akcijo in vam rešimo življenje in boste neskončno hvaležni, tako da vsi ti ljudje, ki so tukaj. Lahko pa, če se želite še pomeniti, pa si rezervirate termin. Tako da tukaj imate oba 2 linka, obe povezavi. Če imate pa kakršnokoli vprašanje, pa zdaj prosim še napišite, jaz bi rada vam vse odgovorila, če imate dvome, če imate karkoli, prosim napišite, da zdaj smo zato tukaj, da pač se pogovorimo. Podaljšanje terapije ugodnejše, zelo paše, če čutite, je super. Ja, res je. In če se ne odločiš za program po pogovoru, je potrebno kaj plačati? Ne. Ta uvodni pogovor vas čisto nič ne stane, je ne vas, ne nas. Tako da to je, da vidimo, ali bi sodelovali lahko ali ne. In če se rečete ne, potem se pač poslovimo. In vam želimo vse dobro. In to je vse. Kaj pomeni vsak dan predelati en stresni travmatični dogodek? Kaj pomeni predelati, kako se tega lotiti? Pomeni, da morate, ko pomislite na spomin, da več ni nobenih emocij noter, da v spomin postane nevtralen. Da ko pogledate ta spomin, da nimate več čustvene reakcije, niti fizične, niti telesne. To je v bistvu to pomeni predelati. Ali lahko denar dobiš nazaj, če ne pomaga? Ta program je tako preverjen in dejansko ful pomaga. Res pomaga. Če boste delali, če boste sledili navodilom, pomaga. Ni res pomaga. Tako da denarja načeloma ne vračamo, lahko pa se zmenimo, pač denarja ne vračamo. Imamo uvodni razgovor, ko se enkrat odločite, če greste v akcijo, zavihamo rokavi, bojo rezultati. Okay?
Zato je osebna podpora. Če vam ne bo šlo, boste poklicali, boste prišli sem v Maribor, bomo se prek Zooma videli, preko Vibra. Tu smo zato, da vam pomagamo, ker ni veliko stvari, ki vas lahko ustavijo. Ko vas nekaj ustavi, znamo vas premakniti, da spet greste naprej. Ker poznamo proces, da se pomaga, res pomaga. Večinoma od vas se v bistvu sprašuje, jaz si mislim, kaj če ne bo pomagalo, da ne bi izgubljali denar, verjetno vas to skrbi. Glejte, če se vi odločite, če se boste borili za svoje življenje, se bom jaz borila za vaše življenje, za vaše počutje. In kadarkoli boste čutili, da rabite, imam tu 2 asistenta. Če boste rekli, da rabite mene, bom se jaz dobila z vami in vam bom pomagala, da naredimo en premik. Ker ni veliko, da je treba premakniti, ker se res da. Zdaj imamo pa toliko izkušenj, da to res in tako množico ljudi, ki mi je pomagalo, tako da res ne vem, zakaj vam ne bi. Garantirano deluje z izkušenj, piše Valentina, ja, 1500 samohranilka z 2 otroci. Glejte, Diana, da se na obroke, na 30 obrokov, kjer plačujete 50 evrov na mesec. 50 evrov na mesec za to, da si rešite življenje, da otrokom, da poskrbite, da na otroke ne grejo te travme, da vzorce sebi spremenite, da otrokom spremenite, da spremenite to generaciji, teh 50 evrov je vredno najti nekje. Da se jih najti. 50 se da, 500 na mesec, verjamem, da ne, 50 pa ja, absolutno. Pri tremi pomaga, tudi pri tremi pomaga, se pravi, kadar to so spet občutki nesigurnosti vase, strah pred tem, da bom zavrnjena, strah pred tem, kaj si bodo mislili o meni, vse to dejansko pomaga. Branka pravi, resnično vredno vsakega evra, ne morete natančno vedeti, kako je, prepustiti se morate. Lahko je na začetku malo čudno, ja, ampak to je res, ampak gnati vas mora, samo malo. Razlog, zaradi česar se prijavljate, tako, res je. Ali je res možno v enem delu predelati en dogodek, sama sem laično poskusila, ni šlo na nič. Možno je predelati, če ne gre v enem dnevu, ponovite drugi dan, da gre še nižje. Včasih se premikamo po korakih navzdol, ampak da se ga pa predelati. Ja, včasih je treba še drugi dan ponoviti, da se res približamo nič. Ja. Koliko je cena? Pardon, sem zamudila. Katarina, cena je 1500 evrov za 3 mesece, da se pa tudi raztegniti na obroke. Imamo pa 2 povezavi. Lahko se prijavite še na razgovor z mojimi asistenti, še ta teden, lahko pa se direktno prijavite. Petra vam bo pa dala še enkrat linke nalepla. Kaj pa travme, ki se jih ne spomniš? Če se ne spomniš travme, takrat dostopamo do baze podatkov in takrat si zamislimo dogodek, zamislimo si starod, ki se je nekaj zgodilo, pač ene korake naredimo malo drugače, zato da počasi pridemo do tega, da se spomnimo. Tako da, če telo ima neko stisko, pomeni, da je zadaj nekaj skrito in se, ko malo raziskujemo, da priti do tega, da rešimo. Irena, Meta pri meni pravi, prihajajo dnevno slike, se zadeva razvija. Tako počasi se razvijajo, ja. Evo, Petra je dala prijavnico, osebni pogovor. Neža piše, jaz že 5 let jemljem antidepresive, imam diagnozo generalizirana anksiozna motnja, že 5 let je moje stanje stabilno. Nisem doživela nobenih paničnih napadov v tem času. Ko se mi želela ukiniti, se mi je stanje ponovilo. Klasično. Ali menite, da se jih bom lahko kdaj znebila? Moj največji problem so telesni simptomi, misli, imam pozitivne, sem motivirana. Ali menite, da bi s programom lahko rešila svoje fizične simptome anksioznosti? Absolutno ja, zelo dobro vprašanje, Neža. Torej, pri vašem primeru je klasičen primer. Zakaj? Antidepresivi delujejo na ta način, da koncentracijo nevrotransmiterov v možganih poravnavajo, vendar pa travme v telesu pa ves čas to kot na nek način praznijo. In ko mi ukinemo antidepresive, spet travme začnejo imajo svoj vpliv. Dokler jemljemo antidepresive, se ta vpliv travm zmanjša, ko jih damo stran, se spet za občutki vrne. In to meni vsak dan ljudje razlagajo, kar ste zdaj napisala. Tako da ja, ko pa mi te travme prečistimo, se začne telo pomirjati in ni več teh fizičnih simptomov. Tako da absolutno ja, Neža. Absolutno da.
Če želite podaljšati, je potem 150 evrov mesečno. Ali oziroma 3x150 je 450 za 3 mesece. Je bistveno nižja cena, če želite podaljšati. Tako, če imate še kako vprašanje, vpišite. Jaz bi pa povabila zdaj spet Petro, mojo sodelavko, ja, da mogoče naredimo en tak še zaključek skupaj. Jaz sem še malo utrujena, malo me še grlo boli, ampak evo. Tako, evo Petra, mogoče bi ti samo kot eno spodbudo ljudem, ki dvomijo, ki niso sigurni, kaj bi jim rekla, ti se zdaj z veliko stiskami ljudi se srečuješ, ko ti razlagajo in že vidiš, kako po eni terapiji ti povejo, da jim je boljše po dveh. Povej malo ta tvoja izkušnja, čisto iskreno, gledajte, tu govorimo vse iskreno, brez zavijanja v celofan. Ja, moram reči, da mi je izredno veselje, ko nekdo, ki se piše program, me kliče že po prvi terapiji, da mu je zelo zanimivo, kako se je že po eni terapiji občutek spremenil, da si je nehalo srce razbijati in da je občutek že drug dan bil drugačen. Ko pa vidiš, jaz pravim, da smo kot lahko gosenice, ki gremo v metulja, čisto vsak lahko ta razcvet doživi in čisto vsak je lahko na koncu metuljček svoboden, poln energije, vesel, ampak zato je treba nekaj narediti. Res je, zato treba nekaj narediti. Da delate sami s seboj, za svojimi občutki, za svojo srečo, za svoje veselje in tudi na koncu za svojo družino, za svoje prijatelje, da živimo lepo in srečno življenje. Mislim, da je to cilj čisto vsake osebe. Ja, tako. Ja, nekaterim se vam zdi cena visoka, celo čestitate, zdaj pač, lejte, cena je pač relativna, koliko je vredno. Jaz vem, da sem plačala zelo, zelo veliko denarja, da sem prišla do tega znanja, veliko let sem rabila, veliko sem potovala in ko sem se slabo počutila, mene sem zanimalo, kako se bom počutila boljše in me ni zanimalo, koliko bo stalo, kaj moram za to narediti. In to je vreden program in not boste dobili toliko, da bo spremenilo tok generacij, spremenilo bo zdravje psihično vas, vaših otrok in je vredno. Seveda odločitev je pa absolutno vaša. Tako da, ja, Anita celo piše, da ni pretirano. Ni pretirano in to, kar dobite, gledajte, vsak ima svoja merila, kaj je za njega visoko in nizko. Ja, Vlasta Kuster je bilo moje staro ime priimek, jaz sem se pred dvema letoma preimenovala v Asja Dominko. Tako da zdaj se poistovetim novim imenom priimkom. Razlog pa je bil v bistvu za to priimek, je bil od bivšega moža in je že dolgo, kar sem se lotila, nisem več čutila, da bi nosila njegov priimek in ime pa sem tudi čutila, da sem prerasla, tako da sem želela neko spremembo. Jaz grem skozi čez transformacijo in je nekako ime več mi ni pasalo, no, moja, tako včasih pa oblačila vam ne pačejo. Kaj, če prej prekineš, je treba plačati celoto? Ja, Diana, če se odločite, je treba iti. Tako fitness se tudi plača in je treba vztrajati. Če priješ enkrat fitness, tudi ni nič. Zato res, tu je cel paket in če hočemo iti čez transformacijo, gledajte, tu vam ne prodajamo bučk. Če hočete iti, morate nekaj vložiti in morate 3 mesece, ni veliko, če tako pomislite, in 1500, če razdelimo, da je to 50 evrov na mesec, ni veliko. Terapija pomaga, odločitev pa seveda vaša. Tako da ja, če greste od začetka do konca in se potrudite in mi stojimo za vami in se potrudimo in naredimo transformacijo in naredimo spremembo, brez tega pa ni nič. Če ne, je pa boljše, da ne pridete zraven. Tako da, ja, tako. Jaz mislim, da je to, tako da super, hvala, da ste vsi ostali z nami, poslali vam bomo posnetek, če želite si boste lahko še enkrat pogledali, poslali vam bomo linke, mogoče Petra še enkrat objaviš oba linka, dajte jih si skopirati, lahko pregledate, vzamite si čas, terapijo lahko štartate zelo hitro, lahko začrtate že ta teden ali pa z naslednjim tednom, evo, imate prijavnico in imate za osebni pogovor. Tisti, ki se odločite, hop, direktno, lahko greste, tisti, ki pa se rabite še malo pogovoriti, vas nič ne stane.
In darilo, tako darilo za vse, ki ste vztrajali do konca z nami, smo vam pa pripravili darilo, ki je tudi pokušina, kjer je terapija posneta, dobite eno terapijo za fizične simptome anksioznosti. Tako da Petra, evo, še darilo nam pripni, prosim. Evo, tu imate pa darilo, prosim, skopirajte si, dajte copy-paste, pa potem si to v miru vse preglejte. Tako da, evo, jaz bi se vam rada zahvalila, da ste bili z mano, rada vas imam, anksioznost se da rešiti, vredno je investirati vase, v svoje dobro počutje, v svoje psihično, mentalno zdravje, ker potem se vam spremeni celo življenje. Možnost zaslužka, vaša lastna vrednost, odnosi, to je neprecenljivo, to je vredno 10-krat, 100-krat več, ampak seveda odločitev je pa vaša. Kakorkoli se boste odločili, je meni v redu. Želim vam lep večer, lahko noč in vse dobro. Ja, srečno.